Pozdravljeni. Ženska zveza pri Novi Sloveniji deluje povezovalno. Želeli smo si, da Lojze Peterle ponovno pristopi k Novi Sloveniji, povabili smo ga in včeraj smo dočakali ta dan. Lojze je podpisal izjavo in je ponovno član Nove Slovenije. Hvala. Spoštovani, sem malce v zadregi, ker bi rad veliko stvari povedal in v taki družbi še nisem stal. Moram pa reči, da me je Nova Slovenija svojo žensko zvezo počastila s tem povabilom, da bi se ponovno pridružil. Torej, jaz se ne priključujem ženski zvezi Tine Gaber, ampak ženski zvezi Nove Slovenije. Tudi spominom na to, kako je ta ženska zveza vstopila v slovenski politični prostor z gospo Lidijo Drobnič, ki je bila njena prva voditeljica, nekdanja zapornica v Ferdrenku. In mi smo bili takrat v SKD-ju zelo veseli ženske komponente, ženske linije, ki se ni ukvarjala samo z Miklavžem in podobnimi lepimi stvarmi, ne? Ampak je želela opolnomočiti ženske za polno politično odgovornost v takratni slovenski družbi. Tako da, seveda, veste, to mojo odločitev se dalo komentirati na različne načine. Ni dolgo tega, ko sem imel eno operacijo, ampak vam povem, da ne bom imel še ene, da bom ostal pri svojem spolu, ki mi je čisto všeč, ženski zvezi pa tudi. In sem vesel tega vabila, tudi predsednik mi je parkrat pomežiknil, pa še kdo drug, ne. Skratka, včeraj se je govorilo, da je naš Lojze prišel nazaj, ne. Bom pa povedal, zakaj sem prišel nazaj. Vi veste, zakaj sem izstopil. Prišel sem nazaj zato, ne zato, ker so se prijazno obrnili name, ampak zato, ker dela stranka prave zadeve. Dela tisto v duhu, v katerem smo 10. marca 1989 vstopili kot takrat še Slovensko krščansko socialno gibanje v slovenski politični prostor, se preimenovali v SKD in kot javnomnenjski nepojav zmagali prve demokratične volitve in potem prevzeli tudi ključno politično odgovornost za operativne izvedbe osamosvojitve. Tako da jaz sem tukaj z veliko hvaležnostjo do vseh tistih, ki so takrat brez taktiziranja pogumno stopili na plan, zapustili katakombe in rekli gremo. In nekje smo morali pa tudi reči gremo do konca. Dovolite, da dam tudi eno kratko primerjavo med tistim časom in današnjim časom. Pred 35 leti smo doživeli neko posebno energijo okrog istega cilja, 6 različnih strank, cela paleta evropskih strank od levice do desnice. Zeleni so bili prvič v Evropi v vladi v Sloveniji, ne. In danes se jaz včasih za nazaj začudim, kako smo bili mi tako različni sposobni na tak način stopiti skupaj in zdržati ta pritisk in izpeljati tisto, za kar so nam govorili, da je nemogoče. Takrat je šlo za politično preživetje Slovenije. Jaz se bojim, da če nam to ne bi uspelo, da bi mogoče lep čas naši fantje in možje padali na kakšnih bolj južnih frontah, recimo na Kosovem, lahko tudi v Bosni. To, kar se nam je zgodilo 8. aprila 90 in potem še s plebiscitom, je nekaj izrednega v naši zgodovini. In to, kar se je zgodilo, je tudi v veliki asimetriji s tistem, kar se je zgodilo leta 1945. O tem sem že
veliko govoril in tega ne bom ponavljal, ne. Danes pa ne gre več za politično preživetje, gre za biološko in kulturno preživetje. Dejstvo, da se nam rojeva v zadnjih letih samo še okrog 9000 Slovenk in Slovencev, ne govorimo o celi številki, ki zadeva tudi neslovence, pomeni, da bo v naslednji generaciji, torej to pomeni 4500 žensk, ki mogoče lahko rodijo, in v naslednji generaciji bo teh žensk pol manj, samo še, se pravi od 4500 gremo na 2500, nam grozi biološko izginotje še v tem stoletju. In nekateri še vedno to jemljejo kot ideološko vprašanje. Ni ideološko vprašanje, ampak je vprašanje preživetja. In jaz bi tukaj izrazil rad veliko veselje nad dejstvom, da ima poslanska skupina Nove Slovenije v povprečju 3,5 otroka na družino, kar je več kot dvakrat več, kot je zaenkrat slovensko povprečje, in pravijo, da proces še ni čisto zaključen. Tako da, glejte, mi tudi po tej plati, vstopamo v to politično tekmo z enim prepričanjem, da če hočemo kot narod ostati, in v naši ustavi je narod zapisan kot nosilec suverenosti, v evropskih pogodbah pa tudi poznamo besedo narod, ne samo države, kajti narod vzpostavi državo. Tako je bilo tudi v primeru Slovencev, ko nismo bili država, smo bili narod, svojo domovino, padali na različnih frontah tega sveta, Slovenijo v srcu. Pred 35 leti smo pa postavili državo in je zdaj od nas odvisno, kaj z njo počnemo. Rad bi rekel nekaj tudi o kulturnem vidiku, ker sem rekel, da gre tudi za kulturno preživetje. Te dni je ključni politični produkt Slovenije, jaz mu rečem seveda tudi ideološki, je naš izvozni artikel je privrženost splavu. Mi vemo, kakšna je ustava, vemo, kakšen je zakon in tako naprej, ampak jaz bi si želel, da bi Slovenija promovirala tudi veselje do življenja, da bi bila pozorna tudi do tistih, ki hočejo imeti otroke, da ne bi pravica ne imeti otroka bila močnejša od materinstva. In še to bi rad rekel, glejte, kaj se je dogajalo v teh 35 letih, ne? Če gledamo globalne levičarske ideologije, so usmerjene proti identiteti, so usmerjene proti naravnim skupnostim, kot je družina, kot je narod, ne? Ampak mi, če ne bomo pozorni do družine in do naroda, potem bomo videli še v tem stoletju, kot sem rekel tukaj, druge ljudi, drugo kulturo in druge filozofije, ne? Tako da jaz mislim, da gre resnično za en zelo resen čas, v katerem je pomembno, da so razlike med nosilci političnih programov jasne, da pa je hkrati tudi pripravljenost tako različnih usmeritev za tisto, čemer jaz rečem slovenski skupaj, in česar glavni nosilci smo bili krščanski demokrati pred 35 leti. Mi nismo šli v politiko z idejo, da bomo zdaj pa mi tako delali, kot je delala partija. Mogoče imel kdo drug to idejo, ampak mi smo rekli, gremo v igro, da bomo delali drugače. In ta drugače je majčkeno zmrznil ali pa močno, ne? In ker ni drugače, ker so se zadeve obrnile nazaj, malce proti Čebinam, ne? So se nam zgodile zadeve, ki bi jih Ivo Hvalica komentiral v svojem stilu. In bi rekel, nikoli si nisem mislil, da bodo kdaj v Sloveniji prepovedali martinovanje, da nam bodo podjetniki bežali na Hrvaško, da bomo napadali zasebnike, brez katerih tudi sociale ni, ne? Ne bom šel zdaj v detajle, vsi veste, o čem govorimo, ne? Skratka, leta sem se malo razživel na problemske teme. Jaz sem vesel, da ima Nova Slovenija v trojčku, ki se je zgodil,
bi rekel, zelo jasne, oziroma da ima cela trojka, ki so jo ljudje pozdravili in je rezultat že močnejši, kot so posamezni javnomnenjski rezultati strank, ki so šle skupaj. Torej, ta trojček ima jasen program, ima jasno vizijo, hoče delati za drugačno Slovenijo s tistimi, ki si to želijo, ima zavezo osamosvojitvenim vrednotam, pa tudi vrednotam naše ustave in evropski pogodbi. Tako da jaz sem, še enkrat rečem, prišel nazaj, ne zato, ker me je lepo pogledala Karolina ali ker mi je mežikal Jernej Vrtovec, ne, ampak ker mislim, da stranka res dela prav, je opravila neke korekcije, ne govori se več o generacijskem lomu ali kaj takega, ne, ampak velja medgeneracijski princip, stopimo skupaj, najprej v Novi Sloveniji, potem v trojčku, potem pa s tistimi, ki želijo Sloveniji drugačno paradigmo. Tako da jaz bom z veseljem sodeloval oziroma prispeval, kolikor bom mogel, verjamem pa v duha, ki sem ga prej omenil, v duha, s katerim smo pred 35 leti vstopili v slovensko politiko, oznanjali, bi rekel, oziroma delali za slovenski skupaj, in želim stranki in trojčku, da bi bila na tej poti čim bolj uspešna. Trendi so v redu, jasen profil je nujnost in čim bolj jasni in odločni bomo, tem večji bo tudi rezultat 22. marca letos. Torej, jaz vam želim vso srečo. Sem prav vesel, da v taki družbi sedim, ne samo zaradi spolov, ampak zaradi politične volje in bom rekel, računam na vas. In hvala lepa za povabilo v žensko zvezo. Osamosvojitelj, domoljub, pomladnik Lojze Peterle je nazaj. In tega sem jaz zelo vesel. In vesel sem tudi tega, da je z današnjo novinarsko konferenco gospod Peterle podprl tudi skupno listo NSI, SLS in Fokus Marka Lotriča. To ni samo podpora, to je podpora ključnega osamosvojitelja. Pomladnega voditelja, ki je leta 1990 se skupaj s somišljeniki odločil, da grejo na volitve zato, da zmagajo. In danes je spet en tak podoben čas, ko je pomembno, da tudi za voljo politične kulture, dialoga in povezovanja, za voljo napredka te države, gremo na volitve zato, da zmagamo. In ta skupna lista je tisti ključen porok, da se to lahko zgodi, da pride do spremembe politične oblasti, pa ne le zaradi tega, da spreminjamo politično oblast, ampak gre za to, da obrnemo trende v državi, da obrnemo fokus, da obrnemo naše krmilo drugam, k napredku, k dostojanstvu, k pravičnosti, k svobodi, ampak oni svobodi z malo, k svobodi in nadaljevanju demokratičnega procesa v tej državi. Torej, sem zelo vesel, da je gospod Peterle podprl ta naš skupen projekt, pa ne le danes, veste, gospod Peterle je to povezovanje podpiral že v preteklosti in ko smo imeli več pogovorov od moje izvolitve naprej, oziroma že pred tem, je gospod Peterle govoril prav o tem trojčku in o tem sodelovanju. In me tudi spodbujal pri tem, ko smo se usklajevali, pogovarjali, ne bom niti rekel pogajali, ampak pogovarjali o tem, kako narediti tako močno skupno listo. Če kaj manjka danes v državi, primanjkuje povezovanja, tudi sodelovanja. Seveda vedno bojo razlike med nami. Ampak to, kar gledamo pa 4 leta, tudi znotraj politične kulture, že dalj časa nismo videli. Jaz sem poslanec od leta 2014
ampak takega zloma nad kulturo dialoga in demokratičnim procesom, kot je v zadnjih 4 letih, ga še ni bilo. In ta trojček 3 strank, NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča, je prav na simbolni ravni pokazal tisto, kar mnogi sicer samo govorijo, ampak to je povezovanje in sodelovanje za skupne interese in da smo pripravljeni narediti 2 koraka nazaj, pustiti zamere, ampak 2 koraka nazaj, zaradi tega, da Slovenija lahko napreduje. Torej, tukaj smo zaradi ljudi, smo blizu ljudem, šli smo skupaj v akcijo po rezultat, ki bo presenečenje in bo odločilen za prihodno oblikovanje razvojne koalicije, ki jo ta država neizmerno potrebuje, če želi iti na pot resničnega napredka in dvigniti splošno blaginjo za vse. Blaginjo na vrednostnem, kulturnem področju, kot na zdravstvenem, gospodarskem področju. Se pravi, izzivi pred našo državo so veliki in jih deloma lahko primerjamo z izzivi iz leta 1990, ko je gospod Peterle znotraj Demosa skupaj s krščanskimi demokrati zmagal na volitvah, oziroma Demos je prevzel pobudo. To oblikovanje tega skupnega trojčka, ne bomo rekli, da je koalicija, ampak gre za povezovanje 3 strank v skupno listo s svojimi razlikami, ampak ko pogledamo, kako marginalne so na primer razlike med nami in kako močne so pa identične jedrne teme, seveda, da prevladajo jedrne teme, bistvo, okrog katerega se vse vrti. Torej, gremo pogumno naprej, še 3 tedne te prijetne kampanje, ko nas obkrožajo ljudje na terenu. Je ni dvorane, da ne bi bila polna, pa to niso majhne dvorane. Ne? In ljudje na terenu, na podeželju pravijo, odlična poteza, da ste skupaj, da skupaj nastopate, to smo potrebovali, kajti Slovenija potrebuje upanje. In mi to upanje s tem oblikovanjem trojčka tudi dajemo. Najlepša hvala, Lojze, in hvala tudi Marku, Tartini. Ja, gospod Peterle, če vas najprej vprašam, kaj so, nekaj ste že omenili, kaj so tisti konkretno glavni razlogi, da so vas prepričali, da se znova učlanite v stranko, poleg Mežikov predsednika in povabile? Jasna identiteta, jasen profil stranke, blizu tega, kar jaz mislim, da je najbolj bistveno za politično delo, jasna vizija za Slovenijo in jasna volja po združevanju sil, ki lahko to vizijo uresničijo. V bistvu še to vas bi vprašal, rekli ste, da boste stranki pomagali, kolikor boste lahko. Recimo z izkušnjami, svetovanjem kandidirali ne boste več, ampak vendarle. Glejte, name se obračajo kandidati ne samo Nove Slovenije, da jih tako ali drugače podprem. Bom kje nastopil, bom kakšen video naredil, bom kaj komentiral, bom pisal naprej na Facebook. Ne. Skratka, imam nekaj materijala, s katerim lahko nastopam. Vesel sem, bi rekel, pozornosti, ki jo čutim do tega skupnega podjetja. Ne. Mislim, da je to ta pravo in mislim, da se moram angažirati. Vi ste v svoji politični karieri bili del številnih volitev. Kako tokrat vidite razporejene karte na političnem parketu in kakšen je po vaši oceni domet skupne liste? Kako so karte razdeljene, bi najprej rad komentiral nekaj soočenj, ki sem jih gledal. Ne? Jaz, ko gledam ta soočenja, imam vtis, da gledam ljudi z različnih planetov. Ne bi rad koga prizadel, ampak kakšne izjave so marsovske. Ne? Nimajo stika s Slovenijo. Ne? Tam srečaš ljudi, ki imajo vizije, imajo teze, imajo komentarje. Ne? Glejte, recimo, na 4 soočenjih, ki sem jih gledal, sem srečal izvoljence ljudstva, ki ne ločijo med javnim in državnim zdravstvenim sistemom, ki zasebnika ne vidijo kot človeka, ampak ga vidijo kot sovražnika ljudstva, ga vidijo kot sociološko kategorijo. Ne?
To področje, ki izstopa, ni, lejte, čakalne vrste se niso začele z Janšem, pa se tudi ne bodo končale z Golobom, ne, ampak so izraz nečesa, so izraz stanja duha pri nas, ne. In s tem se na teh soočenjih premalo ukvarjajo. Zakaj smo mi v to zagato prišli, zakaj smo, jaz rečem temu, izterili. Jaz veliko govorim z ljudmi, tudi za kakšnim šankom se oglasim, pa vidim, kaj ljudje pravijo. A pa srečam človeka, sem ga novega natakarja srečal v moji bližini, je rekel, gospod Peterle, a bo pri nas še kdaj kaj drugače, kaj boljše, je rekel. Jaz sem rekel, kaj pa je vaš problem? Je rekel, sem star 19 let in sem začel računati, koliko časa bom rabil, da si eno majhno stanovanje kupim. Je rekel, in sem zračunal, da 20 let. Ne? Je rekel, a ima to smisel? Ne? Lejte, taka politika, ki ni temeljila na spoštovanju človekovega dostojanstva in ki se je raje inspirirala pri konceptu sovražnika, ki pomeni, da narediš boljšo družbo, da ene odstraniš oziroma izločiš, ne? Tiste, ki mislijo drugače. Ne? Ta politika nas je potegnila v polarizacijo, kakršne 90. leta ni bilo. Jaz vem, kako je bilo leta 90 in 91, doživeli smo neke trenutke slovenske enotnosti in tudi lahko govorimo o tem, da smo osamosvojitev naredili za vse. Ne? Ampak pridejo junaki, ki ukinejo celo muzej slovenske osamosvojitve. Edinstven primer na svetu, ne, kot je naš spomenik revoluciji na Trgu Republike. Ne. Jaz, ko sem kje na zahodu, ne razumejo, kaj jim razlagam, ker ne verjamejo, da je lahko pri nas tako. Mi smo se pa navadili, da je tako. Ne. Mi smo se navadili tudi na to, da imamo v nekih vrečkah v Škofji Loki 3000 nepokopanih ljudi. 80 let čakajo na pokop. Mi smo to vzeli na znanje, mi se s tem ne ukvarjamo več. Sem bil v Škofji Loki prejšnji teden, tega noben ni omenil več. To je zdaj postalo pač sprijeto dejstvo. Ne. Bi lahko še marsikaj tega omenil, ne. Ampak sem posebej vesel poudarka, ki ga je dal gospod Lotrič, ne, kaj se dogaja na temo podjetnikov. Bi se rad spomnil, da vlada, ki sem imel čast voditi, je prispevala z novimi poslovnimi pogoji, okvirnimi pogoji, bistveno k temu, da se je potem, ko smo nasledili -8% gospodarsko rast leta 90, da se je tretje leto potem pojavila 3% rast in tudi večja, ki je trajala več kot 10 let. Ne. Mi smo takrat voz potegnili iz blata, ampak tako, da smo se poklonili podjetnikom, malim, srednjim, pretežno, seveda smo šli tudi v izgradnjo avtocest in tako naprej. In takrat smo videli, kaj je slovenski podjetnik, kako hitro so se adaptirali, prilagodili, kako so tisti, ki so 90% izvažali na jug, se v kratkem preorientirali na zahod, sprejeli tudi zahodne poslovne in ekološke standarde in uspeli. Tisti, ki se je prej odločil, je prej tudi izplaval. Bi se lahko spomnil Marlesa in še kakšne firme. Ne. Torej, tudi v odnosu do podjetništva smo pokazali, da je mogoče, da se da, samo ljudem je treba dati priliko, da izražijo svojo ustvarjalnost in to, kar imamo zdaj, je katastrofa, ni samo nesreča. Odnos do podjetnosti je katastrofalen, ne. In lejte, ne gre samo zdaj za te zasebnike v zdravstvu, ne, in za ignoriranje dejstva, da so koncesionarji del javnega sistema. Ne. Vemo pa, da nam doktorji zaradi nestimulativnosti v javnem sistemu ali v državnem sistemu odhajajo po svetu, ne, ker se ne počutijo dobro. Ne. Zato bom še enkrat rekel, pri nas je treba spremeniti stanje duha, če hočemo spremeniti paradigmo. In ko se bo naš podjetnik počutil v Sloveniji doma, ne da ga bodo zmerjali za grdega kapitalista, ne, bo pri nas drugače. Potem bo tudi sociala. Zdaj nam zelo uspešne imena ali naslovi odhajajo, ne, in s tem odhaja tudi sociala. In lahko izgubiti firmo, težko jo pa nazaj dobiti. Ne. Zato čaka ekipo, ki bo prevzela Slovenijo po 22. marcu, izredno težko delo, ampak zdaj sem se spomnil še ene zadeve. Jaz poslušam natančno, imam dosti časa, bolezen mi ta čas daje, ne. Poslušam razlage
zakaj se kakšna stvar ni zgodila. In nam predsednik vlade razlaga, da gre za zahtevne, kompleksne procese in da en mandat ni dovolj. A si predstavljate, da bi jaz kot predsednik vlade prišel pred parlament pa bi rekel, osamosvojitev je tako kompleksen proces, da rabim 2 mandata. Če me ne potrdite za 2 mandata, grem. Ne? Glejte, mi smo državo, poslušajte, kaj bom zdaj rekel, v enem letu naredili. 8. aprila so bile volitve, 16. maja vlada prevzela odgovornost, 26. junija, dobro leto kasneje, smo državo proglasili, zmagali vojno, uvedli denar, dosegli mednarodno priznanje. Ne? Ti pa nam razlagajo, da so stvari tako zahtevne, da rabijo še en mandat. Torej, če bo še en mandat, če bi bil še en mandat, vam povem, mi ne bi imeli nobene tiskovne konference več. Gospod Peterle, še to me zanima, v 90-ih ste bili z SKD-jem del, recimo, tako imenovanih mešanih koalicij, ne, koalicij čez pol. Si predstavljate, recimo, skupno listo NSi, SLS, Fokus po volitvah v mešani koaliciji preko pola ali ne? Glejte, hvala za to vprašanje. Jaz ne obžalujem, da smo šli kot druga najmočnejša stranka, takrat v koalicijo z Drnovškom, ki ni bil ideološki komunist. In on je imel posebno pogodbo z Združenim listom socialdemokratov in rekel, v podporo tej moji izjavi bi to rekel. No, ko je Drnovšek končal v Beogradu, ga ni v Ljubljani noben sprejel, če tako rečem, in sem mu dal jaz sobo nad sabo v vladni palači, da je nekje lahko uradoval, če tako rečem, nekdani predsednik jugoslovanskega predsedstva. In ko so se prvič dobila, so se občasno dobivala, se je kot ti, kako pa je to izgledalo, ko si takrat zmagal, ker veste, da on je bil alternativa, ko so imeli prvič ljudje priliko izbirati, so izbrali drugega, čeprav ga je predlagala ista partija. Ne? In rekel, ne boš verjel, to je tudi v knjigi napisal, mene s CK-ja en mesec ni nihče poklical. Mislim, je težko verjeti in jaz se rekel, čak pa, ne, rekel, lej, on je bil pač v svoji lastni partiji je bil mečken, rekel, prečrtan, če temu tako rečem. Ne? In z njim se je dalo neke stvari pogovarjati in v tej koaliciji, zakaj sem jaz šel takrat in ustrajal, da je Pučnikova stranka tudi zraven in je nekaj časa bila, ker sem rekel, če bo to čisto levo orientirana vlada, bodo začeli podirati tisto, kar smo mi v 2 letih naredili. Jaz sem šel iz obrambnega namena tudi, smo pa mi v tej vladi recimo dosegli skupaj z liberalci dogovor o financiranju zasebnega šolstva, ki je kasneje postalo ideološko, rekel, zavržno, če tako rečem. Ne? In je še danes. Ne? Ti 3 zasebni vrtci so problem v tej državi. Ne? Nimamo ni 20 zasebnih šol. Poglejte po svetu, koliko je zasebnih šol. Ne? Pri nas je to po stari navadi, bi rekel, pač sumljivo, najmanj sumljivo recimo. Ne? Tako da mi smo v tisti koaliciji, ne, dosegli, bi rekel, marsikaj, celo postavitev ene cerkve od 100 podrtih na območju Kočevske, kjer so trenirali bombardiranje letalsko po drugi svetovni vojni. Lejte, se je dalo z tako manimi drnovškimi liberalci kakšno stvar zmeniti. Ne. Drugačna je bila prva koalicija njegova, ne, v kateri pa smo bili krščanski demokrati zunaj, če tako rečem. Ne. Tisti je posebna zgodba, ki jo poznate, je ne bom obnavljal. Ne. In lejte, jaz a priori, jaz se spomnim, kaj je rekel večkrat Ivan Oman. V Sloveniji bo drugače, ko bomo imeli ta veliko koalicijo. Ampak velika koalicija pomeni prva pa druga stranka v državi. Ne. Ampak zaenkrat je situacija tako napeta, da pri Hanu čutim mečken, da mogoče pa ja. Ne. Pri Svobodi te volje ni, ne. Ampak vse zavisi od tega, kaj hočemo skupaj narediti. Ne. Mene briga, kako se imenujejo. Če so blizu mojim ciljem, moji viziji, se bom z njimi pogovarjal in bom skušal to
bi rekel, uresničevati. Ne, tako da jaz ne bi a priori bi rekel, govoril proti tej ali oni zadevi. Ne. Jasno pa je, da Nova Slovenija ali ta trojček, bi rekel, ne more biti v koaliciji z nekom, ki je diametralno nasproten osnovnim vizijam in projektom, ki jih ta koalicija predlaga.